Če nas še vedno gledate, pomeni, da vam to zimo niso ukradli televizorja. Pozimi so namreč vlomi najpogostejši, zato so naši novinarji obiskali obsojenega vlomilca in ga poprašali, kaj spada med njegovo obvezno opremo. Ja, rokavice morajo biti, pa maska mora biti, pa delavski čevlji, bomo rekel čemu, no. Delavski čevlji. No ja, tehnično gledano je to pravi izraz, glede na to, da je vlamljanje njihova služba, pač delavski čevlji. Žal pa tudi za vlomilce velja izraz, Kovačeva kobila je vedno bosa. Se na koncu vidiš, da se tudi lahko tebi zgodi, ne. Čeprav se s tem ukvarjaš, sem tudi že doživel, da so meni vlomili, pa mi pač pobrali stvari, ne. Katere so si zbile iz kaznivega dejanja, ampak niti ne moreš prijaviti, ne. Dobro, če si vlomilc, res ne moreš policije poklicati, ne? Kaj boš pa rekel? Ja, veriščo so mi vzeli z napisom najlepša mama. To sem hotel mami dati, sicer je pokojna, sem boljš pozen kankoli. A ja, pa zlato uro so mi odnesli z vgraviranim napisom 25 let direktor elektrarne. To sem tudi za enega frenda čuval, ne, da bo... A ja, pa maketo za drug tir so mi odnesli. Kje sem dobil? Na Bolhi, majke mi, nek Miro. Miro je prodajal. No, seveda pa nas pri taki zgodbi zanima, kako se človek pred vlomilci najlažje zaščiti. Predvsem dobri odnosi s sosedi, poskrbite, da se pred vrati ne nabira pošta, senzori gibanja, časovnik na televiziji je učinkovit in pa aktualno za sedanji čas ne objavljate svojega odhoda na družbenih omrežjih. Ne. To pa ne bo šlo. Cela poanta družabnih omrežij je, da na njih objavljaš slike z dopusta. Zakaj bi se sploh sončil in kopal, če se ne morem s tem vašt pred kolegi, ki mora biti v službi takrat? Dajte mi prosim en boljš nasvet, no to tako ne gre. Pred odhodom pustite par rabljenih delovnih škorjev, da prestrašite vlomilce. Dobra je velika številka. Ok, to je pa dober nasvet, ne? Ker ko bojo vlomilci pred pragom opazili ogromne škorne, bojo rekli, tle velikani živijo, bežmo, da nas ne pojejo. Nekaj nas ti nasveti niso najbolj prepričali, je naš korespondent Jernej Celec za vas pripravil dodatne nasvete za zaščito. Gospod Celec, izvolite. Hvala, gospod Godler. Samo za vas smo pripravili 3 najboljše načine, kako se zaščititi pred vlomilci. Prvič, imejte res slabe odnose s sosedi. In s tem ne mislim pač slabe, da se ne pozdravljate, ampak tako slabe, da vas bodo sovražili in bodo v prvem zvoku premikanja pohištva rekli, aha, zgoraj seksajo in motijo naš mir, dajmo poklicati policijo. Drugič, ker vemo, da se na dopustu ne morete opreti, da ne bi objavili vsaj eno sliko, lahko objavite kar sliko vašega počitniškega apartmaja. Ampak namesto, da pod sliko napišete čudovita hiška na Braču, raje napišite končno prenovili fasado. S tem bodo vlomilci mislili, da nimajo pravega naslova. In tretjič, namesto da pred vrati puščate delovne škornje, tam raje pustite par neoriginalnih plastičnih kroksov. Ko bodo vlomilci zagledali tole, jih bo minilo vsako upanje, da je pri tej hiši kaj viška denarja. Evo, pa ste varni. Nazaj k vam, gospod Godler. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!